Verjetno bi vsi si želeli, da čim prej začnemo, da greste potem lahko na delo. V imenu civilno-družbene pobude, če lahko temu tako rečem, vas vse lepo pozdravljam in se že v začetku zahvaljujem Centru nevladnih organizacij Slovenije, ki nam prijazno ponuja streho, da se tukaj srečujemo in tudi vso ostalo podporo. Rada bi predstavila glavne govorce današnje novinarske konference. To je gospa Alenka Čurin-Janžekovič, učiteljica, ravnateljica, lahko bi še dolgo naštevali. Potem je tukaj na moji levi Andrej Pleterski, član delovne skupine Srebrne niti, ki intenzivno dela na tej problematiki. Lepo pozdravljam gospod Robert Kršut Magnifico in tamle vas čaka stol zdraven Anice Mikuš-Kos, pa če se lahko kar usedete. Na moji levi je še gospa Neva Železnik, novinarka, sicer članica Srebrne niti. Poleg nje je gospod Darko Štrajn, filozof, na moji desni pa tudi doktor filozof Igor Pribac, ki bo tudi eden od glavnih govornikov in bo predstavil peticijo. Ob njem Dušan Merc, ravnatelj, učitelj, pa še bi pa publicist. Poleg njega draga gospa zdravnica, otroška zdravnica, psihiatrinja Anica Mikuš-Kos in poleg nje gospoda Magnifica, pa verjetno vsi poznate in ga ni treba posebej predstavljati. Čisto na levo se je pa zdaj le usedel gospod Dušan Keber, ki je eden od soavtorjev peticije za evtanazijo, ki je bila danes oziroma včeraj že objavljena na spletni strani Prava peticija in je že v podpisovanju. Tole novinarsko konferenco vodim kot neke vrste moderatorka, kajti predsedujem društvu Srebrna nit, Združenje za dostojno starost, in okrog tega združenja smo se zbrali pač vsi tisti, ki si želimo, da se to zadevo uredi. Tako sta naša člana tudi moj levi in desni soseda, ker vsi si želimo dostojno starost in želimo si, da bi vsi starejši, tisti, ki bivajo doma, a potrebujejo različne oblike pomoči, kot tudi tisti, ki so velikokrat v bolnišnici ali stalno v domu starejših, imeli prijazno, dostopno in dostojno oskrbo, tako socialno kot tudi zdravstveno. Zato se ob zavzemanju za dolgotrajno oskrbo in dobro paliativo zavzemamo tudi za svobodno odločanje posameznika o dokončanju življenja ali pa, če rečemo, o dobri smrti. Povabili smo nekaj podpisnikov peticije, zato da bo vsak povedal v nekaj stavkih, zakaj se je odločil za podpis peticije. Tukaj bi rada povedala, da je bil narejen ogromen napor, še posebej strani gospoda Kebra, ki se je pogovarjal z mnogimi znanimi Slovenci in Slovenkami in redko kdo mu je odklonil podpis. Tako dobili ste peticijo s podpisniki, tako da, če boste želeli, boste v nadaljevanju še koga drugega povprašali, zakaj se je odločil za takšno odločitev. Zdaj pa kar predajam besedo gospe Alenki Čurin-Janžekovič, avtorici odmevnega javnega pisma, v katerem poziva državo, da ji omogoči dostojno smrt doma in ne v Švici. Izvolite, gospa Alenka. Hvala lepa. Ja, jaz sem tista pričevalka, kot me je lepo poimenoval, oziroma naju je poimenoval dr. Pribac. To mi je tak nek lep izraz. Torej, pričevalka v tem smislu,
da sem se javno izpostavila v zvezi z urejanjem oziroma ureditvijo tako imenovane dostojne ali vodenega samomora v Švici. Jaz imam to sicer v Švici urejeno, ampak ko sem si to uredila, sem nekako začutila, da pa je mogoče zdaj čas, da pa omogočim tudi drugim Slovencem, da ne bodo rabili vlagati denarja in pa strašnega truda nekje v tujini, zato da se lahko svobodno odločijo o svojem življenju ali tudi o svojem odhodu. In tako sem se odločila za to odprto pismo, kjer pozivam pač državo, da tudi v Sloveniji napravimo korak naprej in največja zahvala ali pa največji dosežek bi mi bil to, vem, da to ne gre čez noč, ampak vseeno, da se še za časa mojega življenja zgodi tako, da bom se lahko poslovila v Sloveniji. To si želim, to pričakujem, zato sem danes tudi tu in upam, da bomo to s skupnimi močmi, ne samo teh, ki danes sedimo tu za mizo, ampak res tudi tistih, ki so se že podpisali pri peticiji, pa tistih, ki se še bodo, verjamem, da jih bo veliko, da bomo skupaj to zares dosegli. Hvala lepa, gospa Alenka. Besedo ima Andrej Pleterski, trikratni doktor znanosti, kot sam pravi arheolog, kot sem že povedala, vodja delovne skupine pri Srebrni niti, sin akademika Janka Pleterskega, ki je lani državo pozival, naj mu omogoči svobodo odločanja o lastni smrti in sprožil plaz odmevov v medijih in na družbenih omrežjih. Njegov sin pa nadaljuje njegovo zadnjo željo ali poslanstvo. Izvoli, Andrej. Hvala. Torej, tu sem kot pričevalec dejanj in razmišljanj mojega očeta in v tem mesecu je minilo 1 leto, odkar si je on v silni želji po dostojnem končanju, sicer v njegovem trenutku že nedostojnega življenja, prerezal žile. S tem je pokazal naslednje, da tudi paliativa ne more vedno in v vseh primerih ljudem tako olajšati postopka umiranja, da ne bi potrebovali še možnosti dostojnega končanja življenja po lastni izbiri. To, da so njegovo rano skrbeli, je pokazalo, da je pri nas pravni sistem tak, da posamezniku tudi v takem primeru ne omogoči nedvoumno končanje življenja in da tudi v zakonu o pacientovih pravicah obstaja neka interpretativna sivina. Njegovo razmišljanje je kljub temu ponesrečenemu poskusu končanja življenja šlo v to smer, da je iskal sistemsko rešitev in seveda pravilno ugotovil, da sistemsko rešitev lahko zagotovi samo ustrezen zakon in je zato pozval Državni zbor, da to sistemsko uredi. Od takrat naprej seveda se je potem začela javna diskusija, ki traja še do danes in se bo še nadaljevala. Pri tem bi posebej opozoril v pogledu na današnje zbrane ljudi, zastopnike različnih sicer interesov, pa vendar ljudi, ki razmišljajo v podobno smer glede pravice, uzakonitve pravice do končanja življenja in bi opozoril na nekatera razmišljanja, ki jih danes in pogojevanja, ki jih danes lahko srečamo, ki povezujejo civilizacijsko stopnjo neke države in pa uzakonitvijo pravice do končanja življenja. Tu bi posebej poudaril, da ni
pogoj za to, da ta pravico uzakonimo, dosežena civilizacijska stopnja, ampak mi civilizacijsko stopnjo dokažemo s tem, da tak zakon sprejmemo. In s to mislijo bi tudi končal. Hvala. Hvala, Andrej. Besedo ima Igor Pribac, filozof, ki je eden od avtorjev pobudo in si že nekaj let prizadeva za pravno ureditev pomoči pri dokončanju življenja. Izvolite. Res je, že dolgo si prizadevam, da bi se ta razprava v Sloveniji odprla in v svojih prizadevanjih sem bil izrazito neuspešen. Rekel bi, da me stanje razprave ali pa ne razprave o eutanaziji v Sloveniji spominja na nek način na Rajnkovi Jugoslaviji. Tudi tedaj smo, tako kot zdaj v zvezi z eutanazijo, imeli nekaj vrste dvojno zavest. Nekaj, kar smo počeli zasebno in zasebno smo se o vlasti pogosto posmehovali in nekaj, kar smo počeli javno. Javno smo jo pa v resnici spoštovali in, bom rekel, delovali tako, da je nismo rušili. Z eutanazijo je na nek način podobno. Kajti, če bi o statusu, ki ga uživa v Sloveniji, sodili potem, kakšen status ima v javnosti, bi morali ugotoviti, da pravzaprav eutanazija ni kakršno vprašanje, da se nihče z njo ne ukvarja, da politiki o njej skoraj da ne spregovorijo, samo če so vprašani, da zdravniki prav tako o njej tudi ne spregovorijo, samo če so v to na nek način potisnjeni in prav tako tega ne počne nihče drug. Potem pa greš in slučajno naletiš na javnomnenjske raziskave, ki vse eno za drugo konsistentno kažejo, da je podpora v zasebnosti med ljudmi, torej eutanaziji oziroma ustrezni uzakonitvi pomoči pri samomoru in drugih odločitvah v koncu življenja zelo velika, da po pravzaprav večini teh anket presega polovico prebivalstva. In v tem trenutku seveda je jasno, da si v nenavadni situaciji. Javnost se dela, kot da tega ni, zasebno pa je podpora zelo velika. In moj podpor je tako rečeno, da bi prebil ta zid, da bi normaliziral, bom sam rekel, to stanje, so bili bob ob steno in moram reči, da sem zato z občudovanjem sprejel novice o tem, da so posamezniki, ki so iz svoje osebne tragedije naredili novico dneva in na ta način spodbudili to debato v vse širše krogi. Mislim prav na gospoda akademika Janka Pleterskega in na Alenko Čurin poleg mene, ki sta me s svojimi izgledi pa kaže, da nastajajo novi navdahnjena, da sem začel razmišljati o tem, da bi javnost opozoril na to nenavadno situacijo, v kateri smo. Tako je nastala, vsaj v mojih mislih, ta pobuda za pravno ureditev pomoči pri dokončanju življenja in takšna je pred vami. S to pobudo preprosto hočemo sami sebi, torej slovenski javnosti, povedati, da ne drži to, kar so zdravniki pogosto govorili, da torej ni nikogar v Sloveniji, ki bi takšno pomoč potreboval, češ, da se vsi v ključnih trenutkih od tega v resnici umaknejo, da drugič, da prav tako ni res, da ni nikogar, ki bi ne potreboval, ki bi trpel takšne bolečine, da bi te bolečine bile razlog za njegovo željo po pomoči. In tretjič, da kot družba nismo zreli za to razpravo. Tudi to je ena od tez, ki so jo pogosto bilo mogoče slišati, ko je pač bila razprava le nekako odprta, ko je bilo vprašanje le postavljeno, se je odgovor glasil, za to pa še nismo zreli. Jaz mislim, da smo zreli
In pravzaprav je ta podpora, ki je ta pobuda doživela že zdaj, v teh nekaj dneh, ko smo pravzaprav podpise zbirali, meni dokazuje, da ne samo, da smo zreli, ampak da to razpravo v resnici močno hočemo, močno potrebujemo in sam ne vidim, da bomo v resnici tudi jo odprli na neki resni ravni, na ravni, ki je seveda danes ne bomo, kajti to je zgolj uvod vanje. Hvala. Hvala lepa. Kot sem že uvodoma omenila, je z nami nekaj podpisnikov pobude in bi prosila kar po abecednem vrstnem redu, da bi vsak v nekaj stavkih pojasnil, kaj jih je vodilo k podpisu. Prva je na vrsti gospa Anica Mikuš-Kos, otroška zdravnica in psihiatrinja. Izvolite. Bi pa zelo preprosto povedala, mene so vodili zelo egoistični vzgidi. Stara sem 84 let, blizu sem smrti, rada bi dostojno umrla in ne bi rada v mukah umrla. Zdaj, seveda, prvi logični odgovor na to je, gospa, kar izvolite, ne vmešavajte pa v to medicinske stroke, države, zakonodaje in tako naprej. Ampak, veste, zadeva ni tako preprosta. Teoretično je res tako, jaz sem zdravnik, sem, kako se reče, med vidnimi Slovenci, kot smo mi vsi tukaj, imam možnosti, da naberem nekaj zdravil, da prišparam nekaj zdravil, da zadevo elegantno izpeljem. Lahko se mi pa zgodi, da ne moram, da bom fizično nemočna in ne bom mogla. To se tudi meni lahko zgodi. Ampak zdaj pa nastopi tisti drugi motiv, ki je manj egoističen in bolj altruističen, da pomislim na druge, ki nimajo teh možnosti, ki ne sedijo tukaj, ki so reveži, ki se ne spoznajo na zdravila. In pravzaprav potem ugotoviš, da v nekem smislu elegantno oditi življenja je socialni privilegij. To je privilegij tistih, ki si lahko plačamo oditi v Švico, najbolj vsi bi lahko zbrali, nahrčkali nekaj denarja, da bi šli v Švico, ali pa da naberemo tablete, da nam zdravnik redno piše, mi pa preberemo in smo toliko izobraženi, da vemo, da če jih dovolj naberemo, da nam bo to pomagalo. Samo mi smo tisti majhni procent, pomislimo pa na vse druge ljudi, ki tega ne morejo, ne zmorejo. In tako se mi zdi socialno krivično. Ta ureditev je tudi socialno krivična. Na to pravzaprav niti ne pomislimo. In samo še nekaj, a veste, mislim, da je problem celo malo širši. Mi imamo sploh nek tak odnos do smrti, kot da tega ni, tako kot da eutanazija ni, tudi da smrti ni. Ko jaz se rečem v šali, pokličite, da vidite, če sem še živa za tako predavanje, ali pa če mojim sorodnikom kaj rečem, v tem smislu vsi bo rekli, pa ne, vse ne boš umrla. Kako ne bom umrla? Vsi smo umrljivi. Eni bolj pač, jaz s svojimi 84 leti bolj, vi ste manj umrljiva, ampak vsi smo umrljivi, ampak mi že to samo misel o smrti odrivamo in smo pravzaprav licemerni in na nek način nepošteni do tistih, ki so blizu smrti. Hvala lepa. Prosim kar desnega soseda, gospoda Roberta Pešuta Magnifica, izvolite. Ja, jaz sem se odzval temu vabilu gospoda Dušana, ki me je poklical, mislim, da sem v eni sekundi dal odgovor, da jaz, pa mislim, da sem išel. Začel sem spremljati to zgodbo z dr. Kevorkijanom, to sem rekel prav, to je en ameriški zdravnik, ki tudi sedel leta in leta v zaporu zaradi teh eutanazij, pri katerih je pomagal po njihovih. V glavnem, to me je zaintrigirala ta tema do te mere, da sem si čez nekaj časa ustvaril eno svoje mnenje. In ko pomislim na to, da bi rekel, da imam življenje tukaj v svoji vlasti ali pa v svojo komando, da se lahko sam odločim, če bi prišlo do take situacije. Eni lepo umrejo, eni lepo sam zaspijo, to je prekrasno, jaz ne vem, sam bi si želel, to je neverjetno, ampak če bi prišlo do kaj, da bi imel to možnost, mi daje eno upanje in še večje veselje do življenja, če bi to bilo uzakonjeno, da se ne rabim nekam niti skriti, niti narediti, kar se ne bi niti znal narediti, niti bi si želel sam izvajati to.
Rad bi, da mi da en rok, se pa reče naprej, na kar se predstavlja naprej. Ali pa iz filmov, recimo, sem se navduševal raznih partizanskih, ki je zadnji metok imel kolega zase in za da se izognejo mučenju. To se mi je tako nekam džentlmensko doživljenja. In iz vseh teh razlogov, mogoče, da nisem čist najmlajši, nad 50 in mogoče malo več o tem razmišljam, sem dal to podporo in si želim, da bi se stvar uzakonila. Hvala lepa za podporo in za te besede. Gospod Dušan Merk, Ja, tudi moji vzgibi so izredno, izrazito egoistični. Ne bi rad umrl, rekel, po vsem tem mučenju, popolnoma brez dostojanstva. Jaz bi te evtanazijo imenoval tehnološka smrt in se mi zdi pravična. Zdaj, nastopi malo prej ali malo pozneje, je pravzaprav za osebo samo precej nepomembno. Ne bojim se zmote drugih okrog mene in ne bojim se njihovega greha, da bi oni to uredili na tak način, kot se danes po svetu to ureja, z umori, političnimi umori, vojaškimi umori, z umori zaradi koristoljubja, iz sadizma in tako naprej, ampak iz preprostega pripadnosti tej slovenski družbi in državi in temu, da imam tehnološko možnost, da se izognem trpljenju, ki bi me poniževalo. To je en del, drug del je pa to, da se neprestano treba zavedati, da smo prostor bolezni, da smo prostor smrti in da je pravzaprav to paradoks, da smo tukaj in da moramo odživeti to svoje življenje. Zato je treba pač to tudi med nami urediti, da ne bi kdo bil zločinec, da ne bi kdo bil pač karkoli. Jaz mu tudi, če bo to naredil vnaprej, odpuščam. Mene tega ni strah. Hvala lepa. Hvala. Še gospod Darko Štrajn, filozof, zvolite. Ja, jaz sem podpisnik tega poziva v imenu etike svobode. Razprava, ki jo mogoče lahko pričakujemo v javnosti in v strokovnih krogih, ki po mojem ne bo lahka, bo priklicala pojem etike v spredje. In v tem jaz upozoril, da tisti ključni pojem, na katerem pravzaprav temeljijo vsi pojmi v etiki, je pravzaprav pojem svobode. In kot vemo, je sicer pojem svobode v različnih kontekstih spremenjen, deformiran, zlorabljen in tako dalje, ampak vendar na ravni individua, posameznika, pojem svobode še zmeraj nekaj pomeni. V zvezi s tem bi omenil primer, ki sem ga sam srečal, namreč prijatelja Johna Neubauerja, porodu Madžara, ki je leta 1956 uspel svojo svobodo realizirati tako, da je pobegnil pred represijo. In drugič je svojo svobodo realiziral s tem, ko se je odločil, da ne bo trpel posledice hude degenerativne bolezni ALS. Vsak pogleda v Google ALS. No, in na koncu bi samo še na kratko neko drugo temo omenil. Upam, da ta pobuda pomeni tudi neko pobudo za to, da bomo v Sloveniji se začeli prizadevati za nekoliko boljšo družbo kot takšno, s kakršno smo zdaj soočeni, ki se je zelo grdo obnašala recimo do migrantskega vprašanja in tako naprej. In zanimivo je to v Sloveniji, upam,
da to pomeni, da se spremembe k boljši družbi pojavijo takrat, ko se odprejo vprašanja življenja in smrti. In bi se spomnil, da smo v filozofskem društvu tam nekaj leta 82-83 zelo podprli pobudo po ukinitvi smrtne kazni. In zanimivo je, da neka taka na videz abstraktna dilema je pravzaprav odprla gibanje civilne družbe, ki je potem pripeljalo do neke zelo, dobro sprijete družbene spremembe. Hvala lepa. Hvala lepa. Razprava, ki jo spodbujamo s to peticijo, bo zagotovo raznovrstna, želimo si, da bi bila pluralna. Mene pa opogumlja to mnenje Evropskega sodišča za človekove pravice, ki priznava posamezniku pravico do samoodločbe o času in načinu končanja lastnega življenja. Tako da to neznosno trpljenje, ki sem mu bila recimo tudi jaz priča, ko je moja mama kar nekaj let umirala in lani tudi umrla, si ne želim nikomur drugemu, da bi na takšen način zapustil ta svet. Torej, v primerih res neznosnega trpljenja moramo imeti svobodo izbire in avtonomijo, da se odločimo, kot rečeno, o času in načinu končanja življenja. Zdaj bi pa prosila profesorja dr. Kebra, zdravnika, ki je zelo aktiven, bil v razpravah o evtanaziji, je pa tudi zelo zanimiv, če lahko temu grdo rečem, primer človeka, ki je evtanazijo odklanjal in potem spremenil svoje mnenje in je zdaj eden od podpornikov evtanazije. Gorečih. Hvala lepa. Ja, tudi tega obdobja bi ga lahko objektivno razložil, ne kot izgovor, ampak kot nek proces mojega dozorevanja. Na vsezadnje je za mladega zdravnika zelo udobna pozicija, če sprejme poslanstvo, da rešuje življenja in ne da jih uničuje. To je tako udobna, lepa, dobro zveneča pozicija, ki mislim, da še danes prevladuje pri zdravnikih, da rečejo, ne, jaz pa tega ne bi delal, jaz rešujem življenje. In zaradi tega bi skoraj rekel, pa ne, da bi začel s kritiko svojih kolegov, ampak da bi pokazal razumevanje do vseh tistih, ki evtanaziji nasprotujejo oziroma da jo odklanjajo, da je treba pogledati na ta odnos do življenja širše in da je treba iskati tudi v tem, da pomagaš trpeči osebi, da umre, da je v tem treba tudi iskati pozitivno in ne etične in ne negativne etične odgovore. Jaz bi rekel, ko sem sam o sebi razmišljal, mislim, da je na nek način širokoustenje, če mislimo, da bi lahko idealna država z idealnim socialnim sistemom, z idealno podporo vseh vrst, vključno s paliativno podporo in z idealno okolico, našimi svojci, ljubečimi osebami okrog nas, da bi vse to lahko čisto v vsakem primeru zagotovilo, da lahko človek z minimalno količino trpljenja konča svoje življenje. In jaz mislim, da je tisti trenutek, ki ga samemu sebi določam in ne vem, če bo kdaj napočil, da je tisti trenutek, ko bi si jaz želel evtanazije, je, ko sem zapisan smrti in ko je čas od tega pa do smrti napolnjen samo z trpljenjem. Ne samo fizičnim, lahko je duševno, lahko je moralno, različne oblike trpljenja so in mi precenjujemo, kot zdravniki precenjujemo svoje lastnosti in svoje zmožnosti, da bi vse to trpljenje, ki ga niti razumeti, ki ga lahko razumemo morda takrat, ko ga doživimo, lahko rekli ne, ko bo država poskrbela za dobro paliativno nego, potrebe potem ne bo. Gre tudi za paradoks. Ravno najbolj razvite države z najboljšim zdravstvom so uvedle paliativo. Jaz bi rekel samo še na konec nekaj stavkov o teh podpisnikih. Zmotil ste se, ne? Evtanazijo ste mislili. Evtanazijo, ja. Če upravičujem. Ob teh podpisnikih sem jaz v tem tednu ali dveh doživel, bom rekel, neverjetno razsvetljenje, čeprav sem se vedel, da večina naših državljanov in državljank
to podpira, da je to v njihovih mislih, ampak najprej sem izvedel, da največ mi verjamete, da to ni bila anketa, ko ljudje odgovorijo, ali so za belo ali pa za rdečo barvo, ampak da, kot sem ji rekel, želim se pogovarjati in to v nekaj minutah o evtanaziji in vem, da ne morem jaz vas v nič prepričati, če o tem nimate stališča. In imeli so, velika večina je imela stališče. Seveda, podpisniki, ki jih vidite pred sabo, lahko verjamete vnaprej, taki ljudje s takim ozadjem, s tem, kar so v svojem življenju naredili, je skoraj za pričakovati, da imajo stališče do tega, ampak v veliki večini so soglašali, da jih uvrstimo, ne samo da jih uvrstimo na seznam, soglašali so tudi s tem mnogi, da jih lahko pokličemo, da jih lahko pokličete, da bojo še sami kaj povedali, kaj si o tem mislijo. Jaz sem opogumljen, zdi se mi, da ta seznam, ki smo ga razumljivo zbrali zato, da ljudje, ki imajo v teh segmentih posameznikov svoje vzornike, vsak svojega ali pa vsakdo po nekaj, da bodo morda imeli vzrok za razmišljanje, zakaj so se ti ljudje odločili za to, morda bodo, ali pa prepričan sem, da bodo omogočili široko razmišljanje v družbi, upam, da tudi s pomočjo medijev, in upam si trditi, da je ta pobuda, seveda pobuda s svojimi podpisniki, nek ključni dogodek v naši zgodovini poskusov, da bi legalizirali evtanazijo. Hvala lepa. Doktor Hriberc je nekaj pozabil povedati, me spomnil, izvolite. Ja. Mogoče je poleg teh že omenjenih prebojnih mest, ki jih prinaša ta pobuda, velja omeniti še eno. Eno od prepričanj, ki je veljalo v slovenski javnosti v zvezi z evtanazijo, je, da je to vprašanje, ki ga je treba nasloviti v prvi vrsti ali pa morda celo izključno zdravnikom. Da je to del njihove medicinske etike. In zdravniki so z veseljem sprejeli to vlogo in nikoli niso rekli, da bi o tem morali komorkoli razpravljati. Pravzaprav sem sam tudi organiziral neke kolokvije, na katere so sicer nekateri res tudi prišli, ampak ne zato, da bi razpravljali. No, opozoril bi, da etična vprašanja nikoli in nikjer nobeni stroki, tudi medicini ne, niso strokovno vprašanje. In da biti strokovnjak na področju medicine ne pomeni biti tudi strokovnjak na področju etike. Etična vprašanja so vprašanja, ki jih na vse zadnje rešujemo vsi mi, ne samo strokovnjaki za etiko, temveč vsi ljudje, ki zmoremo moralne presoje. In to smo po definiciji vsi, ki smo pravilno sposobni, vsi državljani Slovenije. Zato je en od zidov, ki jih ta pobuda prebija, tudi ta, da v resnici je to vprašanje, o katerem bi morala razpravljati zlasti ali pa izključno medicina. Ni res. To je vprašanje za javnost, ki vključuje tudi medicino. Hvala lepa, zelo pomemben poudarek. Morda še Neva Železnik, kakšno besedo? Jaz sem tako kot Biserka prvič pomislila na evtanazijo, ko je umirala in potem relativno hitro umrla moja mama. Takrat nisem mogla narediti čisto nič drugega kot to, da sem prepovedala, da jo intubirajo, ampak sem jim rekla, poskrbite, da moje mame ne bo zeblo, da ji ne bo vroče, da ne bo lačno, da ne bo žejna in da jo ne bo bolelo. Imela je veliko srečo, da je umrla hitro, ker veliko ljudi, ki živijo oziroma životarijo v domovih starejših, umirajo zelo, zelo dolgo in to je hudo zanje, pa tudi za njihove svojce.
Hvala lepa. Zdaj pa predajam besedo novinarkam in novinarjem, če ima kdo kakšno vprašanje za tukajle sedeče, izvolite. Jaz imam eno vprašanje. Ne vem, kako ne slovi, tako da ne se lahko samo predstavljam. Ja, Valentina Plaskan-Predek. Ja, hvala. Vprašanje se nanaša, prej smo menili, da društvo Srebrna nit nekako se ukvarja z ureditvijo tega problema oziroma dostojnim odhodom v starosti. Smo pa v zadnjem času opazili, da to ni problem, ki bi zadeval zgolj starostnike, ampak je tudi med mlajšimi, s tem zadnjim primerom, ko je dekle, mislim, na 20 let prosilo, da bi rada dostojno odšla s pomočjo evtanazije. Skratka, ali se ukvarjate tudi s tem, kdo bi lahko podal na to vprašanje? Če dovolite, kar se tiče društva Srebrna nit, mi se zavedamo, ko si prizadevamo za izboljšanje stanja v socialnih zavodih, da so tam tudi mladi in tudi ti nimajo takšne oskrbe, kot si jo želimo. Kar se pa tiče umiranja, pa predajam besedo gospodu Kegorju. No, sej, tukaj odgovor na vaše vprašanje je jasno. Če se pogovarjamo o pravici do dostojne smrti, velja za vse državljane. In prav gotovo vsak državljan pride lahko to skušnjavo, neskušnjavo v mislu ob trpljenju za to. Tukaj seveda je težko poseči na področje, na katerega so nekatere države že posegle, kaj pa v pravico otrok, kaj pa njihove želje. Jaz mislim, da je ta hip silno težko, morda tudi ne bi bilo dobro artikulirati kar takoj našega stališča do tega. Enako recimo stališča do nekih mejnih področij, recimo kaj pa z duševnimi bolniki, kaj pa z invalidi. Vsa ta vprašanja so v svetu odprta, mi absolutno menimo, da je potrebno, in tako so počeli tudi drugod, da je potrebno proces odpreti postopoma, spremljati, kaj se dogaja v svetu, začeti s tistimi stvarmi, ki so najbolj jasne in ki smo jih danes večina med nami tudi izrekla, to je trpljenje, ko si že zapisan smrti, to je pravzaprav tudi pravno in sicer najlažje odgovoriti, vse ostalo bo pa prinesel čas. Kje se bo ta proces? Nikakor pa ne menim, tako kot se nekateri menijo, da bi to lahko zlorabila država. Naprimer, neoliberalna država, ki bi rada pospravila svoje reveže, ki so neproduktivni. Mimogrede, zakon celo ščiti te ljudi, ker zakon to dopušča samo posamezniku, da to uveljavi z lastno voljo in prepoveduje drugačen način. Tako da, ko nekateri kot argument navajajo, da so v nekaterih državah, naprimer na Nizozemskem, da je na začetku poraslo število zlorab, je odgovor drugih, ki temu nasprotujejo, ne, ravno zakon je omogočil, da so vsi taki mejni primeri, ki prej so bili prikriti, prišli na plano in so jih javno analizirali. Ampak naj ponovno rečem, čeprav ni mogoče pri nobeni stvari izključiti zlorabe, pa najbrž že nekaj pomeni, ni nam znan niti en sam primer, naprimer na Nizozemskem, ki bi bil sodno procesiran in bi bila dokazana zloraba zakona za neprostovoljno evtanazijo. Najlepša hvala. Izvolite, če naprej. Jaz bi imela eno vprašanje, še Špila Lubek, Televizija Slovenija. A verjamete v politično podporo evtanaziji, oziroma na kaj računate pač od države? To je meni nasol. Ja, komorkoli. Dobar, jaz sem bil nekoč politik, mogoče moram reči. Poglejte, jaz verjamem v to, da bi javna razprava s pravimi argumenti, kjer ne bi samo vsaka stran, naprimer, pravila, naprimer, naša stran bi rekla ni zlorab, druga stran bi rekla zlorabe so, ampak da se to preprosto dokaže z literaturo, s primeri, da bi torej analizirali vsak tak dogodek in hkrati pa seveda nejavna razprava res na koncu pokaže, kakšno je stališče državljanov do tega problema. In mislim, da ravno ta pristop, rečemo temu od spodaj navzgor, bo povzročil, da se bo politika morala odzvati. Obratno menim osebno, da bi bilo slabo. Ker če bi se tega lotila pa ena stranka, kot poznate našo politično sceno, bi to prav lahko pomenilo takojšen pokop take pobude zaradi nasprotovanja drugih. Če pa bojo državljani
pa ne bom zdaj rekel kot voljivci, ker se slabo sliši. Če pa bojo državljani povedali politikom, da to je problem, ki ga je mogoče rešiti, potem pa pričakujem celo pozitiven odmev. Jaz, če Ja, še Andrej Pleterski, če bi to še dopolnil v tem smislu, da pravica do dostojne smrti je seveda pravica, ki zadeva vsako državljanko in državljana. In če se vrnemo k temu staremu, izvirnemu pomenu beseda politika in politično, je to tisto, kar se nanaša na prav vse državljanke in državljane. Torej, ta pobuda je tako politična, da bolj politična ne bi mogla biti. In je tudi prav, da je taka. To je eno. Drugo je to, da seveda v vsakdanjem življenju imate vsi izkušnje s politikanstvom, da v naši zastopniški demokraciji si pač politične stranke v bistvu ugrabljajo to zastopništvo, da pa, in to lahko opažamo v bistvu v vseh praktičnih primerih, v tistem primeru, ko so poslanke in poslanci odvezani od svoje strankarske discipline in se v resnici odločajo politično v imenu vseh državljank in državljanov, ne v razmisliku o tem, kakšna je politika njihove stranke, da so te odločitve mnogo bolj soglasne in tudi mnogo bolj v duhu političnih potreb državljank in državljanov. Zato verjamem, da glede na to, da je ta pobuda izšla iz državljank in državljanov Republike Slovenije, da bodo poslanke in poslanci pač začutili to skupno močno voljo državljank in državljanov in jo bodo tudi ustrezno pospremili skozi zakonodajni postopek. Hvala, Andrej. Še kakšno vprašanje? Jaz vem, da Vlasta je Slovenska tiskovna agencija, zdaj bi tukaj gospoda Pleterskega vprašala s to pobudo, kakšni so nadaljnji koraki, recimo koliko na to misli, da bi zbrali podpisov, ali ne vem, boste predložili poslancem, državni zbor, karkoli? Nadaljnji koraki so pripraviti ustrezen osnutek predloga zakona, ki je pač narejen po vseh predpisih in z vsak strukturo, ki jo tak osnutek mora imeti, in ga potem pač predložiti naprej. To so nadaljnji koraki, ki so predvideni. Hvala. Morda gospod Hribar? Ja, pravzaprav jaz bi se mogoče samo odzval na odnos med pobudo in politiko oziroma na to, kaj morda pričakujemo od političnih strank. Od političnih strank pričakujemo, da bodo prenehale biti tako neodzivne na te glasove, ki jih je bilo mogoče slišati v resnici v zvezi z vprašanjem pomoči pri koncu življenja in da bodo začele opravljati svojo nalogo. Kajti v resnici smo tu danes zato, ker se stranke doslej, po mojem mnenju, niso obnašale tako, kot bi to človek pričakoval. Niso nekega pomembnega interesa, ki je navzoč v javnosti, znale prevesti v politično realnost in v njem sprožiti debato, postopke, zakone in tako naprej. Navsezadnje, kot ste verjetno prebrali v pobudi, pozivamo vsi podpisniki, da tisti organi države, ki poleg strank so tu zato, da tako debato vodijo, da zagotavljajo njeno pluralnost, da zagotavljajo, da se debata odvija v skladu z najnovejšim dognanjem na tem področju, so bolj ali manj odpovedani. Sam bi tu izpostavil prav Komisijo za medicinsko etiko, ki v resnici je imela med drugim, je nekoč v 90-ih proizvedla nek dokument, s katerim je obsodila evtanazijo, vendar ta dokument v javnosti ni bil dostopen praktično, ker je spletna stran te komisije bila zaprta za kar nekaj let. Po primeru Radan pa do nedavnega, torej kar nekaj let, je bila stran, na kateri bi naj bil, pa ves čas tudi ni bil, ta dokument ni bila
odprta in se javnost sploh seznaniti ni mogla z tem stališčem. Vendar pravzaprav mi ne pričakujemo, da bo ta komisija proizvedla osveženo stališče, s katerim bo spet rekla, da je zanjo eutanazija nekaj moralno zavržnega. Ne, pričakujemo, da bo eden od organov, v katerem se bo odvijala resnično pluralna diskusija, ki bo končno pripoznala, da je tudi med tistimi, ki zagovarjajo eutanazijo, v resnici na delu neko etično sprejemljivo stališče, s katerim je potrebno odpreti debato, ne pa neko stališče, ki ga že a priori moralno diskvalificiraš kot lažni humanizem. To je namreč bilo nedavno, formulacija v zvezi z eutanazijo, ki jo najdemo sedaj ne več, ampak do nedavnega še veljavnem etičnem kodeksu zdravnikov v Sloveniji. Torej, pričakujemo od politike, da bo v resnici normalizirala to stanje. Hvala lepa. Morda je zgolj zaradi tega, ker je bil omenjen primer Radan, treba povedati, da seveda primer Radan, vsaj v obsegu, kot ga poznamo iz medijev, nikakor ni primer eutanazije. Mislim, da je to itak tako jasno, ampak ne bi nikakor želeli, da bi nekomu prišel na misel, da je to nekaj, kar podpiramo. Tukaj je šlo za neprostovoljne posege po človekovem življenju, morda jih je vodilo usmiljenje, ampak na vsak način nekaj, kar bi zakon moral prepovedati oziroma nikakor ne dopustiti. Hvala lepa. A še kakšno? Aha, gospod Merc, izvolite. Glede na to, da smo deklarativno pluralni, se moram jaz tudi oglasiti s primerom Radan. Kakorkoli je pravno in sicer bilo to nevzdržno, ampak si ga kot bolnik želi. Tazga zdravnika si je želi. On je bil strokovno, nedvomno izjemen. S kakšnimi nagibi je to počel, v tem jaz ne moram soditi. Ampak kot bolnik v takih fazah bi pa jaz njegovo pomoč zaprosil. Seveda mi je ne bi mogel dati, tako kot ni bila dana pomoč gospodu Pleterskemu, ampak vseeno obsojati to, na drugi strani pa želja v tem, da se to tako zgodi. Hvala. Ja, izvolite, doktor Čajbekova. Jaz sem zdravnik, onkolog, ustanovitelj prvega akutnega paliativnega oddelka na Onkološkem inštitutu. 2009 smo dobili priznanje na Evropskem kongresu kot center odličnosti. Imamo tercijalni strokovni nivo, samo za začetek. Jaz se pravzaprav obračam s prošnjo predvsem na gospoda Pribaca, da ko omenja zdravnike, njihova negativna stališča glede tega, to niso zdravniki, ampak so zdravniške organizacije, kar je že zelo lepo napisal. Jaz ne bi znala tako lepo profesor Keber v Dnevniku sobotnem. Bi vam pa mogoče samo 3 stavke prebrala, kar je napisal naš profesor Radžijev, onkolog, znani humanist in tudi veliko piše in tako dalje. Piše naslednje. V Izidi je bilo to objavljeno. Smrt so si vzeli v zakup država, družba, predvsem cerkev in celo zbornica, jaz bi rekla tudi druge zdravniške organizacije in le tisti, ki je, on je napisal moribundus, skratka, ki že nima pravice odločati o njej. Če pogledate seznam podpisnikov, vidite, da je veliko uglednih zdravnikov podpisalo, zato ker bo šlo to v javnost. Prosim, mene žali, če bo pisalo zdravniki. Še samo eno stvar bom povedala, ker vem, da časovna stiska. Paliativno oskrbo, nažalost, tudi, oprostite, vsi tisti, ki ste tu prisotni, ne poznate, razvila se iz hospica in samo tisto dejavnost poznate, to je zadnje obdobje življenja.
ena glavnih, zelo pomembnih vej tele paliativne oskrbe so tudi etična načela paliativne oskrbe. Spoštuje življenje in sprejema umiranje kot njegov del. Spoštovanje življenja ne pomeni njegove ohranitve za vsako ceno, temveč pomeni tudi spoštovanje smrti. To je lepo že napisal profesor Janez Milčinski, ki je rekel, brezpogojna ohranitev življenja ni isto kot spoštovanje življenja. In tudi priporočam mi vsi, ki se bomo še s tem ukvarjali, da ne uporabljamo besede samomor za evtanazijo in da seveda tudi zdaj mi bo šlo. Hvala. Najlepša hvala, gospa dr. Josipina Ana Červak, tudi podpisnica peticije in ena od najbolj vidnih nosilk, kaj naj še rečem, začetnic, utemeljiteljic paliativne oskrbe, ki jo vsi zelo zagovarjamo, vsi jo želimo, ampak to pa ne pomeni, da istočasno si ne želimo tudi pravne ureditve pomoči pri dokončanju življenja, kajti tudi najboljša evtanazija, to smo lahko prebrali v številnih člankih, ki smo jih zdaj študirali in veliko smo se pogovarjali o tem, ne more paliativna oskrba, ne more v celoti odstraniti neznosnega trpljenja. Vseh primerov. Vseh primerov. Doktor Pribac je bil izzvan. Ja, samo kratko. Pozorjen sem bil, da na nek način žalim tiste zdravnike, ki so podpisniki te peticije in sem jih jaz naredil za... Tiste, ki niso podpisniki, še pa bodo. Tako, torej, da sem na nek način naredil krivico zdravnikom, ker sem jih označil za nasprotnike eutanazije. Sam bi rekel, da je prav ta odnos do eutanazije, ki ga lahko zaznamo, namreč to, da se zdravniške organizacije odločajo za zelo ostre oblike obsodbe eutanazije na eni strani, da pa v privatnih pogovorih z zdravniki naletimo zelo pogosto na razumevanje razlogov za eutanazijo ali pa kar na zelo odločno pritrjevanje tem razlogom, da je to ena od tistih oblik dvojne zalesti, na katere sem opozoril že na začetku. Ali ste? Zdravniki zasebno pravijo, no sej to je nič vredno, to so samo uradna stališča. Oprostite, javnost vas, zdravnike, sodi po vaših javnih stališčih in o vaših zasebnih stališčih zelo težko kaj izve, ker vaših zasebnih stališč ne razlagate v javnosti. In v tem smislu mislim, da nisem storil velike krivice, bom pa zato, da bi jo izravnal, če sem jo storil, pravzaprav izrekel neke vrste pohvalo tistim zdravnikom, ki so dali svoj podpis temu seznamu, kajti po mojem razumevanju kodeksa medicinske etike, veljavnemu kodeksu, ki pravi v enem svojih členov, mislim, da v 29. zdravniki zavračamo evtanazijo. Zdravniki, ki so se podpisali pod to peticijo, po mojem razumevanju, pravzaprav so kršili medicinski kodeks. Kajti zavračanje evtanazije ni isto kot zgolj zavračanje sodelovanja pri njenem izvajanju, temveč pomeni zavračanje tudi njene ideje. Tisti zdravniki, ki so se podpisali pod to pobudo, to idejo sprejmejo. Še gospa Alenka Čebinja-Žekovič bi rada komentirala te zadnje razprave, izvolite. No, jaz bi zdaj res se pridružila dr. Pribacu. Jaz osebno imam izkušnje z zdravniki v Sloveniji, torej z našimi zdravniki. Pa bom šla zdaj pa malo nazaj, tistega, kar mogoče danes nismo omenjali, pa tudi spada kot začetek mogoče evtanazije, to je vnaprejšnja zavrnitev zdravstvene oskrbe. Torej, ta obrazec zdravniki ali ne poznajo, ali pa nočejo poznati. To je moja lastna izkušnja. Torej, meni se zdi,
če včasih katera od teh organizacij ali pa sam zdravnik tega ne pozna, potem se moramo vprašati, kje v Sloveniji smo. Za paliativno oskrbo bom rekla tako, tudi osebno jo zelo dobro poznam. Moja mama je umirala zelo dolgo v Alzheimerjeve bolezni. Torej, paliativna oskrba, bom rekla, je mogoče v pravi meri podana v bolnišnicah, nekaterih, ne vseh, pa mogoče, ja, kot ste rekli, ne, hospic je bil prvi. Ampak vidimo vsakodnevno na primerih domov starejših, da paliativne oskrbe ni. Ja, ljudje dragi, kje naj bo paliativna oskrba, če je ni v domih za starejših? Kje naj bo? Tam je največ ljudi, ki jo potrebuje. Če bomo mi rekli, da imamo samo 2 domova ali pa 1 dom za 10 ljudi, pa je tisto na visokem nivoju, oprostite, jaz temu pač ne morem reči, da je paliativna oskrba v Sloveniji na visokem nivoju. Mi je žal. Potem pa glede zdravnikov. Jaz sem morala za Švico imeti zapis moje osebne zdravnice, hvala Bogu, ni bil noben problem. Zapis mojega specialista, ortopeda. Bom rekla, da s tistim mladim, ki me je zdaj prevzel od prejšnjega mojega ortopeda, ni bilo problemov. Je napisal. Ampak, ko sem pa prišla do psihiatra, pa so bili zelo, zelo veliki problemi. Dobro, to zdaj govorim jaz osebno, ker se v Sloveniji trenutno nihče ne oglaša, še ne, upam, da se bodo. Tisti, ki so osebno vpleteni v dogajanje z tem odhodom sveta, tam so, torej pri psihiatrih, pa je bil zelo velik problem. Jaz izhajam iz ormoškega območja, veste, da imamo tam psihiatrično bolnišnico, da v bolnišnici ni bilo enega psihiatra, ki bi rekel, ja, bomo poskušali to urediti. Trkala sem, torej to je bila prva zavrnitev, trkala sem potem na 3 vrat pri zasebnikih, povsem zasebnikih, pa tudi s koncesijo, so me vsi odpravili, kot da iščem ne vem kaj. Torej, potem čisto odkrito povem, po pomoči enega od mojih nevrokirurgov v Mariboru, sem potem uspela priti do nevrokirurga v mariborski bolnišnici, ki je pač opravil, z psihologom sta opravila pač vse te teste in mi potem izdal potrdilo, ki ga pač sem morala v Švico predložiti, torej v zvezi z tem, da sem sposobna odločati sama o sebi. In tako kot je rekel dr. Pribac, kaj meni pomaga? Ja, to mi mogoče pomaga, da zdravnik izven svoje službe reče, aha, jaz pa sem za to, ampak v službi tega, torej službeno tega jaz ne smem reči. Ja, oprostite, mi rabimo tudi takšne zdravnike, ki bodo upali povedati, seveda, upali takrat, ko bo ta njihov kodeks, ki ga pišejo zdravniki sami, napisan tako, oziroma, ali pa bomo rekli zdaj, bo sprejet pač zakon, ki jih bo odvezoval, da ne bodo rabili pač več molčati. Hvala lepa. Uvodoma je gospa Alenka govorila o zakonu o pacientovih pravicah in o tistih členih, ki pač omogočajo vnaprejšnjo zavrnitev zdravljenja. Sem toliko. A ima še kdo kakšno vprašanje? Imam še jaz nekaj, mislim, da sem govorila gospod, jaz sem šla skozi to mukotrpno proceduro
da me ne bi oživljali oziroma da bi me pustili v miru umreti. In vam povem, to je čista groza. To je bilo treba iti na 5 instanc. Na zdravstveno zavarovanje na Miklošičevo, v tobačno tovarno, kaj že tam nek urad za ne vem kaj. Potem seveda k zagovornici, zastopnici pacientovih pravic, k notarju, pa k moji zdravnici. To se pravi 5 takih pohodov, ki so zelo komplicirani in sem zračunala, da bi me to stalo, spet razmišljam o tistih, ki nimajo denarja, ne o mojem denarju, meni to ni bil problem, da mi vse to skupaj stalo okrog 300 evrov, pa sem v Ljubljani, se predstavljate si, da je nekdo, ne vem, kje daleč. No in potem na koncu mi je ta zastopnica pravic zelo prijazno rekla, ampak veste, to nikjer ni registrirano, ker nimamo sistema, tisti zdravstveni kartici, da bi to registrirali in če vi želite dobesedno, da bi se to izpolnilo, bi morali nositi to okrog vratu, ta list s svojim podpisom, da ne želim, da me oživlja in mi podaljšuje življenje. No in zdaj po 3 letih sem ponovno vprašala, je to že v sistemu, in so rekli, ne, ni v sistemu. In tudi to se je zgodilo, tudi moja zdravnica, ki je zelo prijazna, dober človek, ni bila pojma, da obstaja ta možnost. V domovih za stare niso vedeli, da obstaja ta možnost. To zato govorim, ne da se izjadam, ampak da povem, kakšen je odnos tudi stroke, naj bi bo oproščeno do tega vprašanja. Hvala lepa, gospa Anica Lepuškos. Še kakšno vprašanje? Če ne, se vsem podpisnikom, govorcem, pa tudi vam, novinarjem, snemalcem, zahvaljujem za udeležbo na tej novinarski konferenci in vas lepo prosim, da v svojih poročilih ne pozabite, če se le da zapisati, da je ta peticija na voljo na spletni strani Prava peticija, tako da jo lahko vsi državljani in državljanke, ki to pobudo podpirajo, podpišejo in s tem dajo svoj glas za ureditev tako pereče problematike. Najlepša hvala in nasvidenje. Hvala.